ultimativni cilj je, da v bistvu razvijemo test, neinvazivni test za endometriozo iz menstrualne krvi, kar je absolutno seveda težko, zaradi tega, ker dan danes v povprečju traja 7 let, da se ženska dobi pravilno diagnozo. V povprečju obišče 3 zdravnike in, in vedno se konča z invazivno metodo, se pravi laparoskopija. Tako da želimo izboljšati to možnost, zaradi tega, da zmanjšamo ta 7-letno mučenje teh žensk. In v bistvu to, da sem delala prej na raku, mi je zelo pomagalo, da sem zdaj aplicirala vse to znanje, vse to orodje, ki je tako visoko razvito pri raku in ga zdaj v bistvu apliciram na to področje. Na koncu smo v bistvu prišli do ugotovitve, da ženske, ki imajo endometriozo, morajo imeti na nek način malce drugačne njihove celice, predvsem te stromalne celice, ki pridejo v področje, kjer ne bi smele. In bolj, ko smo začeli ugotavljati, bolj smo ugotovili, da imajo visoko koncentracijo antioksidantov. Res, to so prav tako celice na steroidih z antioksidantskimi steroidi. Tako res, one so pripravljene na oksidacijski stres 100%. Zaenkrat v bistvu se poskušamo ugotoviti, kako bi najlažje in najhitrejše lahko uporabili, se pravi, menstrualno kri, da izoliramo stromalne celice iz te krvi in da v bistvu te celice ugotavljamo, koliko so rezistentne na oksidacijski stres, kar bi nam lahko povedalo, ali ženska ima endometriozo ali ne. Imamo še druge parametre, to je eden izmed njih. Še vedno bomo potrebovali verjetno na začetku laparoskopsko operacijo, dokler se nekako ne dokaže v klinični študiji, da ta test deluje. Ampak se pravi, smo en korak bližje, kot smo bili pred 2 letoma, tako da upam, da bomo še naprej nadaljevali s tem paceom, z to hitrostjo. Ne moramo več samo gledati ženske kot reprodukcijski objekt in to je edino zdravje, kar jih zanima, ampak imamo še toliko drugih bolezni, od PCOS, adenomioze, tudi endometrioze in tako naprej, ki jih sploh ne poznamo, ne vemo, kako jih sploh naslavljati. Kroničnega endometritisa, the list goes on and on. Vemo za te bolezni, ampak ne vemo, kako jih naslavljati, ne vemo niti, kaj z njimi narediti. Zato ne obstajajo na nek način. In to se moramo zdaj res začeti zavedati kot skupnost, da obstajajo, da so tam, ampak da je na nas. Mi moramo biti tisti, ki moramo začeti ustvarjati okolje, da se nas jemlje resno. Jaz res upam, da bo skupnost pritisnila tudi mogoče malo na slovensko politiko in rekla, da ima malo več denarja v žensko zdravje, da ima malo več denarja v endometriozo. Absolutno, jaz upam, da bomo lahko imeli mogoče kakšno sodelovanje za Slovenijo, oziroma jaz si zelo želim tako.